Ob začetku italijanske okupacije leta 1941 je bilo stanje v Velikih Laščah predvsem normalno. Domačini, tako kot večina Slovencev, Italijanov nasploh niso marali, vendar odnosi z okupatorjem oziroma italijanskimi vojaki sprva niso bili slabi. Kot drugod po ljubljanski pokrajini so se začeli širiti govorice o uporniškem revolucionarnem gibanju oziroma osvobodilni fronti, ki je sprva med domačini uživala veliko podporo, dokler se niso začeli zločini. 14. februarja 1942 so partizani umorili Ignaca Križmana iz kraja Borovec pri Karlovici, lovca, gozdnega čuvaja in očeta 6 otrok. Umorila ga je zloglasna Dakijeva leteča patrulja Staneta Semiča, glavnega akterja partizanskega terorja na Notranjskem in Dolenjskem. Ta zločin je globoko pretresel ne le Križmanovo družino, temveč tudi domačine daleč naokoli. Osvobodilna fronta je pozneje razdelila iste gozdove, ki jih je Križman varoval, kar je bilo, poleg osebnih razlogov in zamer, najverjetneje eden od glavnih motivov za njegov umor. Semičeva patrulja je po standardni partizanski praksi sumila, da je med njimi izdajalec in da naj bi ravno Križman spravil nekatere ljudi v zapor in celo v smrt, čeprav Semič ni zapisal, kdo naj bi te ljudje bili. Križmana je vpričal njegove žene in 6 otrok umoril partizan Jože Kamnikar po partizansko Arti. Poleg njega so bili prisotni še Stane Semič, Drago Martinec po partizansko Pilot in Jože Klančar po partizansko Kovač.